Spoštovana predsedujoča, poslanke in poslanci. Najprej ena velika zahvala in čestitke. Čestitke Državnemu zboru, da je danes prepričljivo večino, 50 proti 25, potrdil ključni zakon te vlade, ključni reformni zakon na področju zdravstva. S tem je naša prva prioriteta realizirana. Danes ste poslanke in poslanci jasno začrtali, kaj je v javnem zdravstvenem sistemu dovoljeno in katere škodljive prakse ne bodo več dovoljene. Katere škodljive prakse, ki so, namesto da bi bile usmerjene v pomoč in oskrbo bolnika, bile usmerjene v ustvarjanje dobička posameznika. Danes je parlament sprejel zgodovinski zakon. In jaz sem ponosen na vas in res si zaslužite, da ste tudi vi sami ponosni na to, kar vam je danes uspelo. Hvala. Da je današnji seja, ki se sicer imenuje interpelacija vlade, navaden politični teater, je pokazal nastop predlagatelja interpelacije. Žal je stvar celo še bolj banalna, kot se zdi na prvi pogled. Ne gre samo za to, da si kupujejo čas za svojo kampanjo za referendum. Pa čeprav se je prej predlagatelj rekel, da tega ne bo počel, pa se je ni mogel zadržati, pa je zaključil in začel ravno s tem referendumom, ki prihaja. Več je. Ta interpelacija je samo ena v nizu, sploh ni prva, ena v nizu, ki se je začel s prvim dnem nastopa tega parlamenta in ima en sam cilj: zavlačevanje in blokada, ker to je edino, kar znajo. Zavlačevanje in blokada. In danes boste porabili 14 ur delovnega časa, ki bi ga lahko namenil ta parlament reformam in ljudem, zato da bojo oni zapravljali vaš čas. In to počnejo od prvega dne, ko so začeli vlagati zakone, za katere se je vedelo, da nimajo nobenega smisla. Ko so začeli sprožati interpelacije, ki so bili celo brez sklepov. In tudi danes je interpelacija brez sklepov. 14 ur bo razprave brez sklepov predlaganih. Kdo ima še ta privilegij v tem svetu, da 14 ur delovnega časa porabi za mlatenje prazne slame? Ne, vi ste to predlagali in se ne izgovarjate na druge. Če bi imeli vsaj pogum, bi to mlatenje prazne slame nadgradili s sklepom. Ker nimajo poguma, ker vejo, da bojo poraženi na celi črti, boste žal morali zapraviti 14 ur danes tukaj za nič. In ja, in ugled politike med ljudmi bo še dodatno padel. Ne zaradi dela te vlade, ker bom o tem govoril kasneje, ampak zaradi tega, ker točno ena stranka ne zna drugega kot blokirati. In v času, ko je v opoziciji, pamet soliti vsem ostalim. 3 mandate so imeli. Ok, niso bili polni. 3-krat so imeli vlado. Nič od tega, o čemer zdaj govorijo, da bi lahko naredili, niso naredili. Pač niso. Takrat se niso spomnili. Danes, ko je treba blokirati delo vlade, ki je na največjem reformnem valu v zadnjih 20 letih, danes bi pametovali. Danes si bojo sami pripisovali zasluge te vlade, ki jo blokirajo od prvega dne. Vse tisto, kar je vlada naredila, je za njih samoumevno. Samo škoda, da vam nič od tega ni uspelo v vašem mandatu. Zato, ker ni bilo ne želje in ne poguma. In zato še enkrat hvala temu parlamentu, tej koaliciji, da je ta pogum zmogla in je na področju zdravstva naredila danes zgodovinski korak. Tisti, ki bo na dolgi rok pripeljal zdravstvo spet tja, kjer je nekoč že bilo. Da bo usmerjeno v bolnika. Da bo zdravnik, ki bo prišel v službo, se celoten delovni čas posvečal bolniku in ne bo razmišljal o tem, kako bi tega istega bolnika, ki ga ne zmore oskrbeti v svojem delovnem času, lahko oskrbel v svoji privatni ordinaciji popoldan. Ali pa čez vikend. Danes pač tega več ne bo. In prav je tako. Ker je to prvi in nujni korak, da se končno začnejo čakalne vrste skrajševati. Ker se bo izkazalo, da so v veliki meri bile celo umetno ustvarjene. Ravno zaradi želje po zaslužku posameznika. Ja, ne bo enostavno. Nobena sprememba ni enostavna.
In ja, dosti jih je, ki bojo izgubili privilegije in tisti bodo zelo glasni. In imeli bojo podporo tako opozicije kot nekaterih satelitov njihovih, kar smo videli včeraj. In v imenu privatizacije, ker to je bila privatizacija, bodo govorili, kako krepijo javni sistem. Res, toliko o paradoksih. S privatizacijo rešujemo javni sistem. To je njihov paradoks. To je načelo, ki ga zagovarjajo vse 3 mandate in ki je pripeljal do te situacije, ki jo imamo danes v zdravstvenem sistemu. Pa še na področju oskrbe starostnikov. Ta vlada in ta koalicija se je jasno zavezala javni socialni mreži, javnemu zdravstvu, in na tem bomo vztrajali. Ta mandat in še naslednji mandat. Ker je to tisto, zakaj smo se sploh podali v politiko. Koliko je resnice in koliko je manipulacije v vsem tem, kar počne opozicija in kar je moj predhodnik govoril, najboljše ponazarja ravno referendum o izrednih pokojninah. Ta referendum bo stal vse nas 6,7 milijona evrov. 6,7 milijona evrov. Zakaj? Zato, da se bo mogoče 4, ker toliko je po zakonu, 4 umetnikom in kulturnikom preprečilo, da bi prišli do izredne pokojnine. Veste, koliko je letni strošek 4 pokojnin na leto? Nekaj čez 60 tisoč evrov. 6,7 milijonov boste zapravili našega denarja, zato da boste privarčevali na 4 zaslužnih umetnikih 60 tisoč na leto. Včasih bi rekli, za en zrezek bi ubili vola. Ja, to je to, kar znajo. Ker jih ne zanima ne davkoplačevalski denar, niti neučinkovitost delovanja, ampak izključno in samo grobi populizem. In to moramo ponavljati. 6,7 milijonov našega denarja, vašega denarja, tudi vašega denarja, izključno za politični namen, uradno pa zato, da bomo privarčevali 60 tisoč evrov na leto. In veste, kaj je najbolj banalno? Te izredne umetniške pokojnine se podeljujejo že zadnjih 20 let. Različno so vlade med seboj to podeljevale. Ni bilo enotnih kriterijev. Zdaj so prvič enotni kriteriji. In veste, kaj kaže zgodovina? Da je prejšnja vlada, ki je bila samo 2 leti tukaj na srečo, podelila več teh izrednih pokojnin kot ta vlada v celotnem mandatu. Toliko o hipokriziji. Isti, ki to podeljuje, zdaj 6,7 milijonov zapravlja za to, da bo dokazoval, da se to ne sme v prihodnje. Toliko o resnici, ki pride vedno na dan, ne, kolega Černač? Ja, čas pokaže vse, ne pa posnetki. Čas pokaže vse. Če grem na to, kar naj bi bila interpelacija. Jaz sem razumel, da je interpelacija na nek način uperjena v to, da se pokaže, kako nič ne naredimo in samo obljubljamo. Vmes pa še kakšno neresnico, kam povemo. No, super, bom naštel par neresnic, ki so se s časom pokazale za resnico. Seveda se za to nihče ne bo opravičil, ampak to ni pomembno. V času najhujše draginje je ta vlada vpeljala košarico. S to smo spremljali, kaj se dogaja na področju inflacije, predvsem v trgovinah, na področju hrane. V tem parlamentu je bila sprožena prva interpelacija vlade, kjer je bilo posmeha strani opozicije na temo košarice, kolikor hočete. Lahko si zavrtite sami posnetke, če ste pozabili. Nihče ni verjel, da so ukrepi, ki jih pripravlja vlada, na tem področju kakorkoli uspešni. Še najmanj opozicija. Kaj je pokazalo
Kaj je čas pokazal? Čas je pokazal, da ima Slovenija eno najnižjih inflacij zaradi ukrepov. In čas je pokazal, da so naši nesrečni sosedje trumoma drli v slovenske trgovine kupovati hrano, ker je bila toliko cenejša kot pri njih. Kateri posnetki so bolj verodostojni? Verjetno si teh niste uspeli ogledati. O tem, kakšna so bila parkirišča slovenskih trgovin zaradi cenovno dostopne hrane še pred meseci. Toliko o resnici o košarici. Pa mislite, da to je edina resnica? Jaz vam povem, na primeru poplav, kjer se je vlada odzvala hitro in odločno in kjer je postavila sanacijski program, ki ga še nismo videli, ker je večmilijarden, se še danes včasih razširi, kako sem obljubljal hiše, ki jih ni. A veste, zakaj hiš vlada ni gradila? Iz preprostega razloga. Ker je prisluhnila ljudem in ker je se vsakim oškodovancem osebno, ne samo enkrat, večkrat pogovorila in iskala možnosti, na kakšen način si bodo lahko ustvarili novo življenje. In po današnjih podatkih so se prav vsi od oškodovancev, ki so morali zapustiti domove, raje kot zato, da bi jim hišo zgradila država, odločili za odškodnino. Zato nismo gradili hiš, smo pa izplačali rekordne odškodnine vsem upravičencem. In prav vsi si bodo lahko ustvarili svoj dom, nekateri celo za več generacij, ker so pač bili prisiljeni zapustiti ne samo hišo, ne samo dom, ampak tudi zemljišče in kraj, kjer so prebivali, ker tam ni več varno. Seveda se o tem, da je šlo za neresnico ponavljanju, tudi nihče ne bo opravičil. Ampak a mi delamo tu zato, da bi se opravičevali ali da bi dokazovali? Ne, mi delamo tu zato, da ljudje dobijo tisto, kar jim kot država želimo dati. Dobijo solidarnost in da dobijo možnost za nov začetek, takrat, ko to potrebujejo. Ko smo že pri zdravstvu, verjetno še marsikdo spomni in tudi posnetki verjetno obstajajo, tem, da v Sloveniji še kar traja najdaljša stavka zdravnikov sindikata Fides v zgodovini države. Oni še kar stavkajo. Verjetno bojo stavkali še cel naslednji mandat, ker čakajo na naslednjo vlado Janeza Janše. Tisto, kar je dobra novica, je, da ta stavka danes v sistemu ne povzroča več niti ne zastojev, niti ne povzroča tesnobe pri ljudeh, čemur je bilo najbolj namenjena. Že po prvem mesecu stavke smo se naposlušali obljub Fidesa, kako bo zaradi stavke sistem razpadel. Če ne bomo plač takoj dvignili za 200% ali ne vem koliko že, bo sistem razpadel. Vsi zdravniki bodo zapustili Slovenijo in se prezaposlili v tujini. Se to ni podcenjujoče do vlade, da ne bo nesporazuma. To je podcenjujoče strani Fidesa do zdravnikov. Zato, ker so zdravniki pokazali, da imajo srce, velika večina njih, ogromna večina njih, da imajo srce, da je njihova primarna skrb in poslanstvo skrbijo za bolnika in da se ne ukvarjajo s politikantskimi igricami sindikata Fides, ampak da je na prvem mestu pri njih vedno in izključno bolnik. Tudi to so bile laži, ki smo jih razbili skozi čas. Tako kot smo razbili posmehovanje, ko smo govorili o superračunalniku. Točno na tem mestu poslanska vprašanja, zahteve po ne vem čem. Zato, ker smo napovedali, ker si upamo napovedati stvari, ki jih potem realiziramo, da bo Slovenija pridobila sredstva, evropska, za ta računalnik, in govoril sem o 50 milijonih evrih. No, kasneje se je izkazalo, da je bila vlada
in ekipe, ki so na tem delale, še bolj uspešne. Pridobili smo več, pridobili smo 67,5 milijona evrov nepovratnih sredstev za izgradnjo podatkovnega centra, superračunalnika in tovarne umetne inteligence na Dravskem obrežju. Zato, ker verjamemo v svoje cilje. Nihče drugih si jih ne upa napovedovati vnaprej, ker se bojijo, da bojo njihovi cilji izpadli prazne obljube. Mi se tega ne bojimo. Mi vemo, da nas bojo ljudje sodili po rezultatih ob zaključku mandata. Vse ostalo vmes je mogoče umetniški vtis. Ampak tisto, kar šteje, je, kaj smo naredili dobrega za ljudi in kaj smo uspeli realizirati do konca mandata. In ja, mislim, da ste lahko zelo ponosni, ker že po 3 letih je tega bistveno več, kot je bilo v zadnjih 20 letih ali vseh 3 mandatih sedanje opozicije. Sploh pa, kar se tiče koristi za ljudi. Ne bom še naprej o očitkih, ki so bili tleh izrečeni, ki so se vsi izkazali za lažne. Raje bom spregovoril še par besed o tem, kako bomo ta mandat zaključili in predvsem, kako vidimo vizijo slovenske države, moderne Slovenije v prihodnosti. V resnici, če želite, kakšen bo naslednji mandat, kako bo izgledala Slovenija v letih od 26 pa do 30. Ker mislim, da je skrajni čas, da to tudi državljankam in državljanom jasno povemo. Ta koalicija, ta vlada bo tudi v naslednjem mandatu gradila Slovenijo na 4 stebrih. Na 4 stebrih, ki bodo na prvo mesto postavljali socialno državo po meri Slovenk in Slovencev. Na prvo mesto. Ker je ravno ta socialna država tista, ki povezuje vse nas, ki narod povezuje v eno, ki narod povezuje v tisto, da ko pride do nesreče, izkaže maksimalno solidarnost. Ker se vsak od nas zaveda, da tako država kot celotna družba dihamo skupaj. Ker želimo dati priložnost vsakemu, da razvije vsak svoj potencial in želimo dati varnost najranljivejšim, da se lahko zanesejo na nas. Socialna država po meri Slovenk in Slovencev je javna socialna in zdravstvena mreža. Ne privatna. Ravno obratno. Zaustavili bomo razkroj javne mreže in okrepili javni del. Tako v zdravstvenem sistemu, kot v socialnem sistemu in pri oskrbi starostnikov. To je tisto, v kar verjamemo, to je tisto, kar smo začeli v tem mandatu in to je tisto, s čimer bomo nadaljevali v prihodnjem. Na drugem mestu je gradnja države in družbe znanja. Prvič v zgodovini se je neka vlada lotila graditi celotno verigo znanja, od vrtca pa do gospodarstva, do inovacij v gospodarstvu naenkrat. Res je, začeli smo na inovacijah. Danes se veriga v vseh členih stika. V parlament prihaja zakon o vrtcih, v parlament prihaja zakon o osnovni šoli. Potrjen je že zakon o financiranju osnovnega šolstva, pripravljen je oziroma v parlamentu je zakon o visokem šolstvu in o inovacijah. Kaj je skupno vsem tem zakonom, ki se povezujejo v enotno verigo? Javni, šolski in raziskovalni sistem in pa bistveno povečana vlaganja. Ne samo, da smo v zakone uzakonili procente družbenega proizvoda, ki ga bomo namenjali ustvarjanju znanja. Ti deleži so bistveno povečani v primerjavi s preteklostjo ali tem, kar so počeli pred nami. S katerim namenom? Samo z znanjem lahko odprta in majhna družba, kot je Slovenija, preživi v tem svetu. Ne samo preživi, je med prvaki tega sveta. Samo v znanju smo lahko tisti, ki prekašamo velike. To nam je nekoč odlično uspevalo
Tudi moja generacija je temeljila in uspehi moje generacije so temeljili na tem in jaz želim, da to je javno dostopno zdravje, znanje za bodoče generacije ohranimo tudi naprej. Tega brez vlaganj ni možno. Zato smo šli v tak obsežen paket zakonskih sprememb, da zagotovimo vire za vlaganje v znanje. Seveda znanje samo po sebi mora pripeljati do dodane vrednosti, zato je tretji steber gospodarstvo, konkurenčnost Slovenije. Kje se konkurenčnost začne? Konkurenčnost se ne začne pri dobičkih, pa čeprav so ti najvišji v zgodovini države, ravno v mandatu te vlade. Ne, konkurenčnost se ne začne tam. Konkurenčnost se začne v tem, da zgradimo okolje, v katerem se lahko razvija gospodarstvo z normalnim tempom. Kako razvijamo tako okolje? A ga razvijamo s tem, da trošimo več, kot pridelamo? Ne. A ga razvijamo tako, da se zadolžimo do ne vem kje, javnofinančni dolg in nas ne skrbi, kdo bo ta dolg vrnil? Ne. Tako okolje ustvarimo s tem, ko uravnotežimo vse javnofinančne pokazatelje. Zmeren primanjkljaj, padajoči javni dolg, nadpovprečna gospodarska rast, podpovprečna inflacija in nizka brezposelnost. In vse to je uspelo tej vladi. To je recept. Ko so vsi ti pokazatelji uravnoteženi, takrat je rast in bodočnost tista, za katere se nam ni treba bati. In ja, to ni samo nekaj, kar bi prepoznali v Sloveniji, to redno prepoznavajo vsi tuji gosti, najbolj eminentni, ne samo v Bruslju, tudi ko pridejo na obisk v Slovenijo. In postavljajo Slovenijo na tem področju v resnici za vzor marsikomu v Evropi, za zgled. Ampak stvar se ne zaključi tu. To je samo en del zgodbe. Če želimo ohraniti konkurenčnost, moramo pospešiti vlaganja ne samo v znanje, tudi v investicije. In ravno pri pritegu tujih investicij, visokotehnološka delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, je bila ta vlada posebej uspešna. Na področju farmacije so švicarski farmacevti, ki so v resnici največji v Evropi, že ugotovili, da imajo v Sloveniji malo Švico. In preselili velik del svojih razvojnih, ne samo proizvodnih kapacitet v Slovenijo. Gradijo se tovarne, gradile se bojo nove tovarne. Že danes vemo, da bo več 100 delovnih mest ustvarjenih zaradi podpore te vlade in napovedujejo se nove investicije strani istih investitorjev. Slovenija je postala ena najbolj zaželenih destinacij za investicijo v farmacevtsko industrijo. Ne samo v Evropi, v svetu. Na področju avtomobilizma, tam, kjer je žal naša največja trgovinska partnerica zašla v krizo, pa upam, da se bo zdaj postavila na noge, je Sloveniji uspelo ne samo, da je zadržala proizvodnjo v Renaultu, v Revozu. Ne samo, da smo zadržali. Uspeli smo dobiti edino investicijo v električne avtomobile prihodnosti Renaulta izven Francije. Samo Sloveniji je to uspelo. V celi Evropi. Nikomur drugemu. Zato, ker tujina bolj verjame v Slovenijo kot del poslank in poslancev. Ja, in ne verjamejo zaradi lepot države, tudi zaradi tega se kakšen sam preseli, ampak verjamejo zaradi tega, ker vejo, kako predani in pametni delavci smo Slovenci. Kako znamo ustvarjati vrednost, ki je drugje ne znajo. Zato nas izbirajo največje
svetovne multinacionalke za njihovo destinacijo za investicije. In ker vsi po vrsti priznavajo, da imajo posluh te vlade, ker razume, kaj potrebujejo tuje investicije, ne privatizacija, ne prodaja tujcem. Tuje investicije in tuj svež kapital, ki pride v Slovenijo, da tu ustvarja delovna mesta. Čisto za konec, 4. steber, o tem bo še govora tudi v parlamentu v kratkem, obramba in varnost. Obramba in varnost, žal, zaradi res strašnih, groznih razmer v svetu, je ponovno na naši agendi. Ko smo prevzeli vlado, si nismo mislili, da se bomo morali z obrambo in varnostjo toliko ukvarjati, ampak nimamo izbire. Žal, grozote, ki jih spremljamo tako iz Ukrajine kot tudi iz Bližnjega vzhoda, nas navajajo na to, da se moramo znati postaviti na svoje noge. Tisto, kar smo nekoč že imeli, ponovno obudimo. Da postavimo tako odporen sistem varnosti, kot smo ga imeli v preteklosti. Sistem, ki bo deloval ki ni namenjen vojni, ni namenjen samo na to in zato ne govorimo samo o orožju, ampak sistem, ki bo znal vsakega od nas opolnomočiti, da bo v primeru naravne ali pa humanitarne nesreče znal priskočiti na pomoč svojemu bližnjemu, svojemu sosedu. In da bomo skupaj se lahko povezali v odporno družbo. To je nekaj, kar gradimo od prvega dne te vlade. Jaz vem, da se vsi spomnite katastrofalnih požarov na Krasu, prvem letu mandata, kjer se je zelo jasno pokazalo, da kljub predani, požrtvovalni in brezpogojni podpori gasilcev iz cele države, požara nismo uspeli pogasiti tedne. Zakaj? Ker nihče pred nami ni pomislil, da bi mogoče nabavil kakšno tehniko za gasilce. Saj ne tako, kot smo jo potrebovali na Krasu. In zato so se tisoči gasilcev tedne trudili ukratiti požar, ki je bil izven njihovih herojskih moči. Kljub temu, vsa pohvala, uspelo jim je zamejiti požar na območje, kjer ni bilo ne žrtev, niti ne pomembnejše gmotne škode. Ko se je požar ponovno pojavil, leto dni kasneje, smo bili pripravljeni. Kako je možno, da smo bili po letu dni pripravljeni, če prej 30 let tega nismo bili? Zato, ker smo nastopili odločno na podlagi izkušenj iz prvega požara. In smo nabavili letala za gašenje, ki jih Slovenija nikoli ni imela. In danes smo bolj varni in bolj odporni na področju gašenja požarov. To niso nobene obljube. Čas pokaže vse. To je dejstvo. Podobno se je dogajalo pri oskrbi z vodo v Istri, ko je vojska s posebno opremo zagotovila začasno oskrbo. Podobno se je dogajalo z nabavo opreme pri popoplavah. Civilna zaščita je bila vedno steber naše odpornosti na naravne nesreče. In civilna zaščita je tista in Uprava za zaščito in reševanje, ki jo bomo še naprej krepili tudi z opremo, ne samo z lepimi besedami, ne samo z zahvalo, ampak s konkretnim denarjem, s konkretnimi sredstvi. Tu se vse začne. Ampak to ni vse. Jaz se spomnim, da ko smo pred 2 leti prvič naslavljali vprašanje ilegalnih migracij in ko sem prvič povedal, da je treba narediti vse napore, pa to ni bila moja pogruntavščina, zato, da bomo ilegalne migracije zajezili, preden pridejo do meja Evrope, po domače Slovenije, deležen posmeha. Danes je ilegalnih migracij bistveno manj, kot jih je bilo v preteklih letih. Zakaj?
tudi zaradi tega, ker imamo mešane patrulje. A jih imamo v Sloveniji? Ne. Ker smo dosegli, da so se te prenesle na schengensko mejo, zunanjo mejo Evrope. Še en dokaz več, da ne obljubljamo, ampak delamo. In vse to bo vidno. In ker se čas iztekel, bom samo vam zaželel, da ta dan preživite strpno, mirno, spoštljivo in da ves čas imate v mislih to, da ste tu za ljudi. In da tudi te ure, ki jih bi sicer lahko uporabili za kaj bolj koristnega, preživite v tem duhu. Hvala. Hvala lepa.